sama se ne strinjam s prenovo na način, kakor poteka, kajti današnji mladi razmišljajo holistično. Njihova koncentracija je izjemno kratka in še vedno vztrajati na urniku, ki je sestavljen iz 45 minut enega, če želite, dolgočasnega predmeta, pa potem 45 minut drugega dolgočasnega predmeta, ni tisto, kar bi mlade usposobilo. Zadnjih 30 let poudarjam, da bi v osnovni šoli, vsaj v prvih 6 razredih, bi morali biti osnovni 3 predmeti telovadba, likovni pouk in glasba. Če hočemo mi učiti otroke sodelovanja, spoštljivega odnosa, potem morajo peti, zato ker samo v zboru, kjer svoj glas prilagodiš drugim, lahko otroku vidi, da je njegov glas pomemben, pa vendar je del drugih. Pri likovnem pouku otrok razvija ustvarjalnost, domišljijo. Pri telovadbi se uči discipline, obvladovanja svojega telesa. Skratka, to bi morali biti, po mojem mnenju, najpomembnejši 3 predmeti in skozi njih bi se potem otroci učili slovenščine, matematike in vse ostale predmete. Pred časom, ko je bil dr. Logaj še direktor Zavoda za šolstvo, sem mu rekla, začnite s projektom, kjer boste 5 šol v Sloveniji, ali pa samo 3, če hočete, izbrali, kjer boste izvedli projekt ob 100% podpisu staršev, da se ne bodo vtikali v delo šol in nam pustite, da delamo čisto po svoje. Lahko boste vsak dan vstopali v razrede, vsak dan nadzorovali, ampak pustite nam, da poskusimo projekt, ker bo šola tekla skozi te 3 predmete, hkrati se bodo pa otroci učili vseh tistih zakonitosti, ki se jih sicer pri predmetih. Mislim pa, da bi bilo za to potrebno več poguma. Ne samo šolskega, ampak tudi odločevalskega.